Glede na to, da ste danes edina nastopajoča, ženska nastopajoča in ste blaženi med moškimi, ali čutite kakšno konkurenco ali pa se vam zdi, da mogoče oni čutijo konkurenco? Zanimivo vprašanje. Kaj pa vem, nastopamo v različnih ekipah, včasih smo sami ženske, včasih smo sami moški, ne. V resnici sem jaz pač ena izmed ali pa več. Ne, bolj mi je zanimivo to, da s temi tremi fanti, razen z Juretom, sploh še nisem nastopala skupaj, tako da tu mi je bolj meni je predstavlja izziv, kako je zdaj. S tem pa, da jaz mislim, da imam, zato ko so oni fanti, imam kakšen prednost, ker pač ena malo drugačna energija pride, pa mogoče zato me bo občinstvo sprejelo fajn. In zame osebno je en od vrhuncev to, da bo nečak začel hoditi v šolo, prvi razred. Takoj, ko je prišel k meni, se je pohvalil in rekel: Lucija, dobil sem medaljo. Sem rekla: res, iz česa pa? Ja, iz kovine, ne? Za vaše nastope piše, da predvsem omenjate teme, ki si jih drugi ne upajo nagovoriti. Kakšne teme so to predvsem? Bomo videli, kaj bo od tega danes. Recimo seks, droge, rock'n'roll, samomori, istospolne poroke, splav, kaj še takega. Danes bom sicer malo bolj umilo repertoar, bom se malo malo bom opisal naš jezik, slovenščino, ker se meni zdi zelo težek, majke mi. Pa tak malo, mogoče sem lotil kakšne teme, take aktualne, kot so recimo politika ali pa homofobija, to vedno spali na Sloveniji. Veste, kje je Koroška? Ja, hvala Bogu, ker ne vsi v Sloveniji vejo, kje Koroška je. Ko sem prišel v Ljubljano, recimo, študirati, pa sem se zaradi prikupne Ljubljančake usedel prvo uro faksa tam, pa se malo pogovarjamo, pa ona meni: ti, skje si pa ti iz Slovengradca? Kje pa je to? Na Koroškem? Ti, pa lahko gre za avstrijsko maturo na slovenski faks. Ja, saj vidiš, da tu sedim. Pa uskladite kaj svoje točke, mogoče tudi, glede na to, da se že poznate? Med sabo? Ne, nikoli to ne počnemo. Se pa zgodi, da se poslušamo med sabo, pa če komu se kaj utrne, pa se poveže kakšna stvar, ali pa če ima nekdo kakšno temo, ki imaš ti podobno, pa jo pol nadgradiš, to ja, ampak da bi se pa dogovarjali, pa ni, to je red. Vsaj v mojem primeru se to nikoli ne zgodi. Navadno, evo, jaz sem že tle, Jure vem, da že, onih dveh sploh še nisem videla, tako da tudi pridemo na razen, vsak posebej, jaz se moram še malo namazati, sem lepa, oni bolj so grde lepši so, veš, tudi kot pri moških. Tako da niti ni časa navadno, ne. Rekli ste, da ste živčni, ali je to zaradi novih točk ali česa drugega? Točno to, zaradi novih točk in ničesar drugega. Tako je pač vsako leto. Na Lentu sem začel nastopati, 5 let nazaj se mi zdi, je bil to moj prvi nastop in zdaj pa se odločil, da vsako leto, ko na Lentu nastopam, nov material predstavim. Mi je tak en zaključek leta, pa začetek novega, tako da vse najboljše za novo leto, kako bi rekel. Mislim, ali pa zadnje cajte, ko rečem, da sem s Koroške, bolj pa kdo reče: ali ni to tam, ko je Hajder doma? Bil doma se reče, bil doma. Mislim, okej, vem, kaj boste rekli, v mrtvih se ne govori grdo. Samo, lejte, lagal bi se, če bi trdil, da takrat na Koroškem, ko je se ta nesreča zgodila, da se niso zbijali šale na ta račun. Smo pa ja Korošci, ja. Jaz bolj nisem vedel, kaj se je zgodilo, sem prišel v gostilno, moji kolegi celi pijani tam: ej, Murko, daj evro, zberamo. Zakaj pa? Za dvojezični nagrobnik. Stand-up komedija se je malo bolj uveljavila sedaj v Sloveniji. Se vam zdi, da se je tudi publika bolj sprostila ali smo še vedno stereotipno zadrti in rabimo še nekaj časa, da se predamo in prepustimo? Pa, jaz ne bi rekla, da smo tako zelo zadrti. Res pa je, da žanr ni bil tako fajn poznan. Tako da, mislim, hecno je, da priješ kakšno okolje, ker pričakujejo te vice, ki se govorijo ob šanku, ne. Ješu, ne vem, Janezek, pa tako, in pol, ko začneš ti govoriti kakšne druge stvari, te malo gledajo, kako. Zato pride zadržanost, ker niso obnavajeni. Posebej pa, če prideš, pa jih direktno napadeš, ne. Meni se zdi, da se čedalje več ljudi navaja na to, da čedalje več jih ve, pa tudi nekako, ali pa imam jaz, mogoče pa sem jaz taka, da ljudje se čedalje bolj prepustijo. Recimo, greš pa vprašaš, a ste že videli stand-up, pa jih tam 5 dvigne roko, drugi pa ne, ampak so rodovedni in se prepustijo in se imamo fajn. Tako da je pa res, da je žanr zelo vzponil, čedalje več nas je, čedalje boljši smo, se mi zdi, in tudi konkurenca čedalje večja, kar je tudi fajn. Tako da stand-up kar dobiva svojo obliko. Je pa res, da ne bo nikoli ful znan, dokler se nam ponavlja na televiziji, ne. Tako potem je pogojeno, ne. Kdaj se pa to zgodilo, bomo pa videli. Jaz če bi bil Mercator tam, direktor marketinga, jaz bi povabil Arnolda Schwarzeneggera, ki se zdaj tle nekaj potika, in bi z njim posnel reklamo, bi on prišel kot Terminator v trgovino in pa šel: Get out! Everybody get out! My name is Terminator!
se obrnil kamero in bi rekel, as always action in Mercado, I am Mercado. In pa bi dobil račun in bi bilo ful pocen za njega. I'll be back. Kako pa se vam zdi ekipa, s katero nastopate danes? Super, Štefan nas ni videl enkrat samo, upam, da ga bom danes videl malo v daljši različici, Klemen zakon, Lucija itak zakon, jaz zakon, tako da super bo, folk se bo smejal itak. Ker vidim, moj prijatelj mi je svetoval in rekel, da naslednjič, ko prijem do punce, da rečem čau, jaz sem Šumi, vse veš, kako oni bombončki. In to sem tudi naredil, sem prišel do punce in sem rekel čau, jaz sem Šumi, vse veš, kako oni bombončki. In ona prav meni, ja vem, ja, sem ti si zihar ta kisu, ne, ta slade. Nekaj let je že minilo od te faze Fate v TV Dober dan. Ali se še vedno za vami derajo Fata ali so že ljudje opustili to idejo? Še zmer se zgodi, še zmer. Ni, da se derijo, sem kakšen, še danes kakšen po Lentu je ena gospa, poglej, Fata. Tako da tu bo zgleda večno, se moram navaditi. Sem pa vesela, če kdo reče, Lucija, da vejo, da kako mi je ime. Še vedno se zgodi, da me kdo povabi, da nastopam kot Fata. To je sicer zelo redko, pa tudi če ne. Ampak in grem, ne. Pač zame en lik, očitno se mi bodo večno zapomnili in ko mi jaz umrla, bodo rekli, umrla Lucija Čirvič, znana kot Fata, žal. Ampak, ali pa fajn, kaj pa svem. Pa jaz v bloku so prav vedeli, da sem jaz kakšen te spisal pozitivno. A jaz me mama je bila na balkonu, bračala rošnja, dodojka, vrtela in vsi sosedi smo tako, pravoslavni Božič, ne, sin je pisal dvojku, ljubi ga majka, moj djete, naprej tega, ne čevapa.